fuck, jaz to moram videti. Torej, Ata boš, da mi povej točno, kak občutek je, ko zveš. Ga lahko pišeš? Težko. Mislim, lahko probam, ampak še vedno ne bo to, ne. Tisto, kar so pregovorila, besede pa to. Neka mešanica, ko sem zvedel, neka mešanica presenečenja, veselja, pa rahle prestrašenosti. Vse naenkrat me je udarilo. Ampak pol itak pozitivni občutki takoj prevagajo, ne. Mislim, vse pri meni so. Ja, meni je tako hecno, ko pač, če so kakšni kolegi, ko so že imeli otroke, imajo otroke, oni ti povejo pol čez čas, ne. Ti nisi zraven njega v tistem momentu, ko zve. Ne. To vidiš samo v filmah, kak je, ker v filmah reenacta te občutke in to izkušnjo. Ampak je tak, ne vem, no. Mislim, jaz sam pri sebi nimam niti redne punce zdaj, nimam niti, ne vem, neke ful želje, nikoli nisem čutil, da bi imel otroka, nikoli, včasih vidim koga, ko pač vidi otroka, pa jaz tudi imela, jaz nikoli nisem tega začutil, ne, tako, otroci so vri, to je to. Ampak meni je, zdaj se mi zdi, da se mi nekaj dogaja tako v glavi, da ko sem 30, ne, oziroma 31 počasi, da je tako ne vem kaj, ampak tako se mi malo zdi, tako da Ata ratujem. Ne vem, vam pa to tako malo bolj udoben postajam za ležati na meni ali kaj, ne vem. Ampak nisem pa tega nikoli začutil niti, da bi imel. Si čutil prej, da si hotel imeti otroke ali? A veš, kako je bilo? Jaz sem bil nekje v tem modu, da nimam nič proti, niti nič posebej za. Dejansko mislil sem, da si bom psa prej nabavil, res. In zanimala psa, bova pa dobila otroka, ampak vse na nek način je logično, veš, zato ker pes se ti ne more kar zgoditi, veš. Ni tako, nisem pazil, zdaj, kaj zdaj pes ta dela, veš. Ni tako. Tako da, ni bil načrtovan, je pa res, da niso zares ful pazila. Tako, ena zadeva, pull-out metoda ne deluje, definitivno ne deluje. Ampak mislim, zdaj 3 mesece še ima, 6 mesecev že noseče. Lahko opišeš malo, kak je pol šlo po stage, ko sta, verjetno ste že tudi kaj kupila za otroka in... Nič niso kupila. Nič niste kupila? Ne. Ok, slabo predvidevanje. Ampak... Ne, v bistvu, veš kaj so kupila? Kož za plenice so kupila. Okay. Zelo random, v Hofru so jih imeli. So pač vliva sta zelo. Ja. Zanimivo. Ne, veliko stvari dobiva, skoraj vse dobiva, ker je ful veliko nekih mladih staršev okrog najo pač ima v redu prijatelje, ki so pripravljeni deliti stvari. Zakon. Ja. Kaj pa v smislu, da mi povej, kaj se dogaja pol v moškem, ko enkrat to zve, ok, zdaj pa bo, si čutil to nekako, kako bi rekel, ne vem, čem pravo besedo zbral, ampak neko odgovornost in zdaj pa se moram umiriti, zdaj pa ne več tega dela, pa ne več onega, ampak bom to delal? Ne. Mislim, da tako kot zdaj živim življenje, je tako, kakor moram živeti življenje, tako da nimam nobenega pritiska, da se spremenim karkoli. Niti midva ima mogoče malo specifično situacijo, ker midva že nekaj časa furava odprto zvezo in sva imela pogovor tudi, a bova kaj spreminjala, ne bova, ker pač to nama ustreza in to je cool. In dejansko ne bova nič. Imam pa, recimo, imel sem neke take mal hecne misli, tako nek random zajtrk jeva s Tjašo in se sam tako zavem, pizda, sam pol, ko imaš otroka, to je s tabo, to ne moreš čez 2 meseca ugotoviti, ne, to je v bistvu ful preveč dela, ga lahko damo eno zavetišče ali neki. Ja, ali pa za 1 mesec nekam pa bom pol probo še enkrat. In veš tisto, ko se prav zaveš, koliko so smešne tvoje lastne misli, da si dejansko to poštudiral. Da nisi prej nikoli, ne? Ne, mislim, sej, obviously je to en del, ko je tak mal hecen, da producira te misli in veselim se dejansko res, pa tudi
otrok bo na prvem mestu v vsakem primeru, lifestyle gor ali pa dol, in moji drugi side projekti gor ali pa dol. Ja, tako da veselim se, ful se veselim. Valjda. A veš, pa tudi, mogoče sem si malo predstavljal to, mislim, se itak veš nekako, da nosečnost je proces pa to, ampak kot da sem bil kar malo neočakan, veš, sem zvedel, da je noseča in pol, kot da bo to čez en teden, ja, kje pa, to zdaj 9 mesecev trajalo. 9 mesecev je, relativno, po moje lahko ful hitro mine ali pa ful se dolgo vleče, ne. Ja, in na nek način je oboje, veš. Hkrati vidiš, kako ima čedalje večji trebuh, hkrati pa se ti zdi, se je šele včeraj bilo, ko sva zvedla. Po drugi strani pa tako, prid že ven, no. Ampak hkrati pol spet nočeš pošiljati vesolju napačnih sporočil. Naj pride ven takrat, ko bo dovolj zrasto, ne še zdaj. Ja, zanimivo, mislim, nekako je to v nas, da se hočemo razmnoževati, da je pač to čisto normalno. Jaz sem vedno sumljiv ratam, ko mi nekdo reče, da noče imeti otrok, da tako dokončno noče imeti otrok. Res, pri 22 si se to odločil, ok, super, ne. Mislim, da se bo še 500krat premislil, dokler boš 24, ne. Ampak jaz pa opažam, da je dost, ali pa mogoče sem jaz tako družbo, zaradi tega, ker pač so neki vzorci o meni in po teh vzorcih potem ljudi tudi spoznaš, da se ful ljudi reče, ne spremem otrok, da je več tega, ko pa je bilo mogoče pri naših starših, ker pri naših starših so kar vsi, se mi zdi, generacije naših staršev se menim, ne, so vsi imeli otroke, tudi, ne vem, 5 let starejši od mene so še vsi imeli otrok, tako imam jaz občutek. Zdaj pa pač poznam nekaj ljudi in marsikdo reče, ne, jaz sem pa proti temu, pa ne zato, ker se bojijo za planet ali kakorkoli, ampak ker, ne vem, ni odgovornosti, ali noče take odgovornosti, ali nočejo, poznam tudi punce, ko nočejo zato, ker hočejo lepe izgledati, ne, pa pač nočejo, da se telo spremeni. Ja, mislim, marsikaj je razlog, ne. Tudi, mislim, materialni položaj naših staršev proti zdaj je na nek način je bil lažji materialni položaj naših staršev. Čeprav imamo danes več stvari. Pač nepremičnine, to mlad človek si težko privošči. Kredite. Cene so visoke, najemnine so visoke, vse te zadeve. Hkrati pa imamo mi v glavi, da pač more biti nek nivo, ne. Vse tako jaz mislim, no. Včasih je nas malo bolj, mislim, starše je malo bolj kurac. Že sam to, kdaj so imeli otroke. Ne vem, moj fotor je bil star 23 let, ko sem se jaz rodil. Jaz pri 23 letih, jaz bom letos 33, vsak cajt, se pravi 10 let poznaj, kot je mene imel fotor, bom jaz imel otroka. In pač, drugačen način razmišljanja. Dojemanje, cele situacije. Mislim, 10 let je ful velik, ko sploh v tem obdobju, ker ko si 23, nisi še skuhalo vse v tvoji glavi, vredno, no. Meni se zdi, da se meni do 30 ni skuhalo vse v glavi. Ja, jaz tudi. Mislim, načeloma se ti tak skos nekaj spreminja, ne, razen če delaš nekaj narobe, po mojem mnenju. Mislim, da moraš tudi ful veliko stvari narobe narediti, da veš, kje so prave stvari. Ja, dobesedno, ja. Ampak mislim, če si sam mislim, če pri 30 nehaš razmišljati in se na avtopilotu, če življenje tudi ni vredno, to smo to reči. Ja, se vem. Je pa ono, da pri 23 se mi pa zdi, da od 23 do 25 leta se je meni ful stvari zamenjalo, ne. Od 25 do 27 pa niti ne več toliko, ne. Tudi bral sem nekaj, oziroma čusten na enem podcastu, neke študije, ki so dokazovale, da do 25 se ti dejansko še sprednji del možganov lahko ne funkcionira, ampak formira, ne. Da do 25 še niti nisi to, kaj boš fizično gledano, ne. Kaj šele pol, ne, da lahko spreminjaš vedno karkoli hočeš, ne. Ampak ja, to je ful zanimivo, kdaj so oni imeli otroke, ja. Generacija prej, njihovi starši so imeli še prej, ne, ker pač tudi niso pričakovali, da bojo živeli do 80 vsi, ker niso pričakovali, da bo farmacija in medicina toliko napredovala, da bojo. Itak. Ja. Pa tudi drugačni razlogi so bili sploh, zakaj imeti otroka, ne. Včasih, ko je bilo več ruralnega prebivalstva, ti si rabo otroke za to, da so delali na njivi, ne.
Zdaj pa mi ne rabimo otrok dejansko. Itak veš, da boš, ko boš toliko star, boš pristal v nekem domu za starčke ali pa se boš vrgel iz mosta, nekaj takega. Ja. In ne računaš lih, da bojo tvoji skrbeli zate, da jih boš za to imel. Ja. Mislim, to je ful slab razlog, zakaj imeti otroke. ja, dobesedno. Ja, to bomo osamljeni na stare leta. Mogoče moraš biti. Ja. Ja, živeli so pač nekje v nekem kmečkem podeželju, kjer niti ni bilo pravih vasi, ampak so bile razparcelirane vasi in je tam bila ena hiša, pol naprej nekaj ena hiša, niso ostale v vrsti. Ne? In pač tudi dolg cajt je en od razlogov bil, da en bo mogel delati, pa pač dolg cajt nam bo po zimi, ne? Ko nam bo nič delali. Ne? Pa televizije niso imeli, pa so reč otroke delali. Jaz tudi nimam televizije. Jaz tudi. Pa imaš ful otrok že. Sam pesa. Sam pesa. Vidiš, tebi se je pes zgodil, ven se ni. Pa tam bomo ostali. Ja. Ne, jaz sem tudi tu nekje tako si ti rekel, da nisem proti, nisem pa tako ful za, da bi kdaj najem študiral, kako bi bilo vreče, če bi smo otroci. Pa meni se zdi to najboljš dejansko. Veš, jaz sem vedno mal skeptičen, tako ko si ti skeptičen za une, ko so po defaultu, da noče imeti otrok, sem jaz skeptičen okrog unih, ko toliko hrepenijo po otrocih, ker meni se zdi, kot da filajo neko praznino vse, pa veš. Ker to spet ni cool. Daj si ti life postal tako, da si samo zadosten, da v bistvu niti ženske ne rabiš, ampak si z njo, ker je pač vama cool, ampak never zdaj ne filaš neke praznine v sebi. In pol eni si v to praznino si umislijo še otroka ali pa ne vem, otroka za to, da rešijo zvezo. Ja, ali pa da ostanejo v zvezi. Ja. To sem že tudi čutil take primere. Še hujše je, da si rečeš, jaz pa ne bom delal takih napak, ko so moji starši z mano delali. Ker ne boš druge delal. Ali pa iste, samo na drugačen način izražene. Primer, nekoga je tepo, oče in potem jaz tega pa ne bom delal, sem ni nikoli predstavil te travme, pa pač na druge načine agresijo izraža. Skozi besede pa se nas zaveda, da pač to lahko isto boli, naprimer. Ja, jaz sem tudi, ko nekdo tako začne razlagati, sem vedno tak, jaz ti verjamem, aj si sem bullshitter. Je pa tudi to, da ko ti nekdo začne razlagati, ki je samski, ali pa pač v zvezi, ki je odkrito povedano tole, meni se nas zdi, da bo dolgo trajalo, pa mi govori, da noče imeti otrok. Zdaj, če še nisi spoznal sploh tiste osebe, ki ti je fajn z njo biti, tako se je rekel, ne da moreš biti z nekom, ampak da si fajn s sabo, pa še nekdo je tu. Če še nisi te osebe spoznal, kako veš, da ne boš nikoli otrok hotel imeti? Ja, nikoli ne reč nikoli, ne. To valjda, ampak je pač nikoli ne reče nikoli ne bom hokeja treniral ali pa imel otroka, je pač ful velika razlika. Ne. Ali pa nikoli ne bom s tipom, če si tip. Ne. Kako veš, kaj pa če še sam nisi videl to pravga. Ne. Ja, primer, ne. Ni še doben prišel mimo, ko bi rekel, njama. Jaz nikoli ne bi rekel, definitivno 100% sem heteroseksualc, ker nikoli ne veš, ne. Če si iskren sam do sebe, ne. Ali pa, mislim, ful je takih primerov. Nikoli ne veš, en joke od Louis C.K. I would try the best out of everything. Če bi nekdo rekel, da to je pa res najboljši kurac, to moraš probati. Tako, res najboljši bi bil tako, ok, daj. Zdaj sem čist zbučeral njegov joke, ampak to je point. Ja, mogoče bom Maurico pol čutil, ko bom čutil kurca. No, veš, mislim, jaz sem dosti ljudi spoznal v zadnjih 3 letih, ki so gej, srednjih let, eni imeli otroke in bla bla bla, ne. In je, takrat sem se tudi začel sprašati, pa kaj sem jaz gej? Ker jaz se ful razumem z ženskami, ne. Mislim, razumem se s kolegicami, ne pa pol z enim, kot to blizu mene, ne. Vedno mi gre nekaj na živce, ali pa jaz grem ne na živce, vedno je nekak ni v balansu. Kaj sem jaz gej, ne? Kako je možno to, ne? Ful dolgo sem razmišljal, pa posle njih sem začel sprašati, kako so oni ugotovili, ne, kako se je zgodilo. Prav hotel izsigliti to iz sebe, ne, da bi si rekel, ok, sem gej, ne, vrej. Ampak pač nič ni nikoli prišlo, ne. Tudi
Ful sem bil skeptičen do sebe, ali sem jaz zatrt, ko pogledam moškega, da si mislim, to je konkurenca, to je neka bla bla bla, ker mi je v resnici všeč, ali ne, meni se zdi, da nisem. Po dolgoletnem razmišljanju ali pa po enoletnem razmišljanju sem prišel do zaključka, da ne vem, po moje ne. Ampak ga vidiš, ti si se upaš odpreti to škatlo in gledati note, kaj tam not je. Ja. Eni so toliko umaknjeni sami od sebe, da si niti ne upajo pogledati. Mogoče bi bila ayahuasca zate. Ja, sem se ful razmišljal. Dejansko jaz sem dvakrat v življenju smo kukje jedli, ampak to je bilo v onem neformiranem delu možganov, v tistem obdobju, ko sam sebi govorim, da ni bilo nič za izčrpati, ker smo študirali samo bedarije pa igrice, pa kako se gremo napiti. Takrat smo to jedli in smo se samo režali 2-3 ure ali pa 4. Ne? To je bilo takrat v moji glavi in se jaz tudi, moja teorija je, da kaj ti gobice naredijo, ti sam posvetijo na podzavest. Pač, tako se je meni zdelo, ko sem videl svojo izkušnjo. V bistvu obstajajo znanstvene študije na to temo. Mi imamo v možganih en default network, ne vem, kako se to po slovensko privzeto omrežje, I guess. In to je večino časa vklopljeno. To je tisto, kar tebi daje občutek, kdo si ti in vse to. In je v bistvu, lahko si predstavljaš, kot neka taka avtocesta v naših možganih. In naši možgani hočejo, vsako izkušnjo hočejo po tej cesti peljati, ker ti je znana in najmanj resursov porabijo za to. In kaj naredijo gobice in drugi, tudi LSD in drugi psihedeliki, ugasnejo to avtocesto. In možgani so primorani najti nove povezave. In zdaj, če si predstavljaš eno ful prometno cesto, glavno, ta se ugasne in zdaj zaradi tega, ker se ta ugasne, se promet preusmeri po ful enih stranskih cest in ti narediš neke povezave, ki jih sicer ne bi. Ki jih ne bi, ali pa bi mogli meditirati. In vmes nimaš občutka, kdo si ti in tako nekako ti ne veš, kje se ti končaš in kje se okolica začne. Pogotoviš, da je vseeno, to sem jaz ugotovil, da je vseeno, kaj se zdaj zgodi in kak sem jaz visok in kak je potisn in kaj sem do zdaj naredil in kaj bom naredil, vseeno je, pač sam je. Ne. Ja, točno to. To se je meni zgodilo. Ne. Glavnem, ampak kaj sem hotel povedati, da sem bil takrat tako, nisem imel nič v glavi za razmišljati, ker kaj sem takrat jaz razmišljal, je bilo samo ono, pač malo smo igrice špilali, enkrat si bo treba najti šiht, na faksu pa dost smo hodili ven, ne, ker smo bili pa študentskih letih. Ne. Nič ni, ko sem pol študiral, če bi vzel nekaj močnejšega, ne, če bi kaj prišlo, verjetno bi, ampak manj bi prišlo kot pol, ko sem začel nekaj pač okoli sebe spoznavati in v sebi spoznavati. Potem pa sem gobice vzel glih iz tega nekega vala, ko je pač Joe Rogan o tem govoril. Iz nekega tega vala sem pol bil, to proba. Sem kupil, sem šel domov, in to je ful smešna zgodba, gledal sem en intervju na prekmurski televiziji Ideja, mislim, da je, kjer je en Marjan Dora, voditelj oddaje Dora, ki je pogovorna oddaja, s Tošom je govoril. In je tako slabo ga vodil skozi pogovor, da je bilo fascinantno. Ne? In to je bilo on prvi stadij, ko te začne zagrabiti, ko nekaj malo čutiš, sam še ni. Ne? To si na Gobica gledal? To si na Gobica gledal. Okay. In jaz sem se tako smejal, ker sem prav, ko se je tož zalaufal, da mu bi odgovoril na vprašanje, ga je on prekinil, pa dal x vprašanje. Veš? Ful je šel po enem takem sistemu, on se je odločil, da je malo po Google ali se poizvedel, kdo je bil njemu učitelj na GRFT-u, pol mu je neka tam, v osnovni šoli pa bila ta učiteljica in je imel ful zacajhne na ta vprašanja. To už tak nič ne zna ful nakratko povedati, ne, in je se razgovoril in tistem, ko je bil pri pointu, on ga je vedno tam prekinil, ne. In meni je bilo to tako fascinantno gledati, pa pol se začele barve plesati od ozadja, ker je bilo taki pinki, svetlo-modro ozadje in se to je začelo plesati in bilo ful fascinantno, ne. Zdaj smo pozabil, zakaj sem začel to govoriti. Glavno, vem, pol so mi pa gobice so mi pol dale tisti neki insight, ne. Ful sem bral takrat o nacizmu in o temni strani človeka, ne, da pač, mislim, da je Jordan Peterson njega sem to čul reči, da pač vse oni niso bili nič slabši ljudje kot mi, sam pač situacija ekonomska in pa politična jih je prisilila, da so naredili nekaj fukjenega, ne, in
to se nisem tam dogajalo, ampak iz tega vidika sem šel. In potem sem šel, kaj pa moja tema stara, kaj sem jaz sposoben narediti tak, ne, če se mi spipa, ne, če bo pač nekaj prišlo, kaj pa sem. Ne. In v tem flatu je kopalnica, ki nima okna. Ko sem bil mali, me je bilo ful strah teme, ker smo gledali na grozljivko, kaj smo gledali. Ne? In sem se to spomnil, ne, ful strah teme. In sem šel, nekaj mi je reklo, idi v kopalnico, ker je temo. No. In sem šel v temo, no, da bi ugotovil, kaj jaz sem zaprl vrata, pa sem rekel, nič ni, pa sem se pa smel naprej. Ne. Sam sem bil na Gobicah, nisem zadovoljen nič. A si ful vzel? Ne vem. Jaz si ful slavo zapomnim številke. Ne, si to herojsko dozo vzel? Ne, po moje ne. Okay. Mislim, da je bilo tek par gramov. Jaz si ful slavo zapomnim številke. Jaz ne vem, koliko imam številko noge, jaz si tega ne morem zapomniti. Rojstni dnevi, vse to mi gre ful. Če vem, kdaj je Valentinovo, to vem, ne, pa kdaj je Božič. Take stvari, kot te spominja družba skozi, ne, to je takrat tisti datum, to si zapomnim. Ampak tak, jaz sem vedno pozabil neke številke tak, ne. Ja. V glavnem, ni bila herojska doza niti slučajno, to pa ne. In pol sem ugotovil, da pač, zdaj, ker imam več stvari, več je bilo za posvetiti več stvari sem lahko doumel, pa kaj jaz narobe delam. Ful sem bil v tistem momentu v stand-upu oziroma v writingu, ker ni bilo dosti nastopa v tistem momentu. In sem ugotovil, kaj jaz narobe delam na odru. Ne. Ugotovil sem, da glumim, no. Na kratko povedano. Ugotovil sem, da pač... Da nisi ti. Ja, in da še to je bilo ful slabo. V bistvu je bilo tako, da je bilo... Jaz sem glumil nekoga in sem ga... Telesna govorica je pa pač čist nekaj drugega govorila. Ne. Sem tako, to sploh ne, razumem, kaj delam. Velikokrat se ti na teh zadevah naredi, da stopiš prvič v stik s svojim pristnim jazom in ugotoviš, kako neki ni pristni jaz, ki ga nosiš okrog, pa se sploh ne zavedaš. Jaz poznam določene ljudi, ko so toliko globoko nezavedni, da jim niti ne moreš, tudi če bi hotel, jim ne bi mogel razložiti, kako so nepristni ljudje. In ironija vsega je, da ne vejo, kaj delajo narobe v life, veš. Ja, ego ščiti in reče, ne, ni to res, kaj si mi. Ja, še hujše je, da mogoče ene stvari delajo v redu in ego se bo sam na to fokusiral in bo to pumpo, koliko se da, in potem se bo zaprl vso debato, ker on je itak najboljši. Poznam zgodbo. Mislim, more ti ego nekaj govori, da ti samozavest ostaja na nekem nivoju. Sej jaz sem dober ata, ali pa, ne bom tega izbral, ker ne moram iz prve osebe povedati, sej jaz sem dober sodelavec. Jaz sem v redu. Pa ne vidi oni vseh slabih stvari, ko gre vsem na živce, ne vidi, ampak tu pa če ono pol, to pa delam v redu, viš, jaz sem pa točen, naprimer, ne, in pol mu ego skozi to govori, saj si v redu, pač ne rabiš spremeniti nič, ti si v redu. Ja, v bistvu, ti si boljši od drugih, pazi to je ego game, ne, ali pa včasih je tudi, ti si slabši, včasih se tudi lahko dol tlači, ampak večinokrat te napihuje, ne, ti si, bistvo je, da se razlikuješ od drugih v eno ali pa drugo smer. Ampak jaz zadnje cajte ful ego raziskujem in ga gledam pri sebi in vidim, kako mi eni ljudje moj ego hočejo, oziroma kako moj ego sam tako čaka, kdaj se bo lahko izrazil ob določenih ljudeh, ampak jaz mu ne dam mu priložnosti, da se izrazi, zato ker pač ga opazujem. Se zadržiš, čeprav razumem? Ne, niti ni zadrževanje, ne. To je čuječnost, pač. Se pravi, ti zelo dobro opazuješ sam sebe, vse feelinge, ki jih imaš v tem trenutku zdaj in si pustiš občutiti vse. Ker kaj se zgodi, če ti ne gledaš teh stvari, bo prišla ena misel not in bo rodila novo misel in tretjo in kar naenkrat ti ne boš pozoren in te bo odpeljalo nekam in ti boš v neki svoji realnosti, ki nima veze z fizično realnostjo tu in zdaj, ampak si ti v bistvu v neki zgodbi, ki jo poganja nek strah oziroma neka želja biti drugačen od nekoga in bo v tebi urelo, ne vem, kakšna negativna emocija ali pa ponavadi negativna, ampak
point tega je, da ti ne živiš več v realnosti, ti živiš v svoji glavi. In to z meditacijo, z čuječnostjo, z psihedeliki, to izklapljaš in če dalje bolj postaješ naraven, to, kar si. In nimaš več potrebe po tem ego gamih, a veš. Nedolgo nazaj sem imel z enim skupnim kolegom en pogovor na to temo, ko sem videl, da so čist na drugačnih straneh. On je nekaj komentiral o nekih ogledih na YouTube in ne vem kaj še vse. In jaz sem tega tako pogledal in sem bil tako, wow. Ampak, a veš, da ima midva ful drugačne prioritete, ful drugačne vrednote imava. In mislim, da ga je mal, kot bi rekel, rubble of the wrong way to, ker je vedel, da imam prav v bistvu in da nek ta fokus na neke merljive stvari samo zato, da so, ker lahko nekaj pokaže, da si boljši od ostalih na nek način, to ni prava pot. To je v bistvu dobra pot, da boš zelo depresiven, ko tega ne bo več. Veš, ko ti iščeš zunanjo potrditev za nekaj, kar ti delaš, ker si notranje imaš neko praznino, isto kot eni z otroki naredijo, ne. Ti imaš pa, ne vem, oglede na YouTube ali nekaj takega. In ful je tega, ful zdaj tega opažam okrog sebe tudi. Jaz pa ne bi mogel bolj brezskrbno živeti zdaj, ker vem, da ni važno, kaj naredim, vse bo prav, če sem v stiku sam s sabo, ker vedno je vse prav. Tudi ene take stvari, si že imel kako situacijo, ko si mislil, nekaj se ti je zgodilo, si mislil, to je res slabo in potem je minilo, ne vem, par mesecev ali pa par dni celo in si videl, it's for the best, točno to je moglo biti. Alan Watts ima dobro zgodbo, kitajska zgodba v bistvu, ne, kao en dan pride divji konj, kar tak na kmetijo. Poznam to zgodbo, ja. Ja, in to dobro, ne, in pol ga gre sin lovit in pol ga vrže dol in mu roka znam, to je slabo, ne. Ampak pol se izkaže, da je vojna in da pridejo po vojake in ne more iti, ker nima. Ok, to je dobro, ne. In pol je spet, in taka igra, ne, vedno se obrača, ne, tako da ni, samo je, ne. Ja, ti nikoli nimaš celotne slike. Ego nima nikoli celotne slike in dokler si ti v tem malem jazu večino časa, bo itak, ta mali jaz bo vedno iskal razloge, zakaj si ti na slabšem ali pa na boljšem ali pa tako, nikoli ne bo zadovoljen. Veš, ego nima rad tu in zdaj, ker to mu ni fajn, nikoli mu tu ni fajn. Vedno ali projiciraš nekaj za naprej, kaj bo, kaj bi moglo biti, ali pa v preteklosti, kaj si zajebal, kaj si ful dobro naredil in vse te zadeve in vedno to je tudi ena knjiga od Eckharta Tollea, The Power of Now, ker to je bolj ali manj isti princip. Če si lahko ti tu in zdaj vedno, da nisi v nekih zgodbah v prihodnosti, v preteklosti, to je edini način, kako živeti na polno. Ker dejansko, če tako pogledaš, nikoli ni nič drugega obstajalo kot zdaj. Tudi 2 leti nazaj je bilo zdaj, takrat. In zakaj ne bi bil zdaj? Ja. To je ful dober način, če nikoli nisi v tu in zdaj, da se enkrat zaveš, ko si, ne vem, 50 star, da je tako zadnje 30 let šlo mimo tebe, pa sploh ne veš, kaj si delal. Ja, ne dobiš jih nazaj. Živali so vedno, skoraj vedno v zdaj. Pes je vedno, pač nema vseeno. Seveda, zato je pa vedno vesel, ne? Ja, so sicer psi, ko so jih naprimer tepli in imajo te travme podobno kot človek, ampak nemamo vseeno, ne, pač sem da je zajest, da je ono, in to je vse, in je srečen, ne, in pol je vse cool, ne. Vse. Nas pa intelekt jebe, veš. Ja, to nas jebe. In to je največja jeba pri vsem tem, da mi smo navajeni reševati stvari racionalno, ne. In to je ena stvar, ki je ne moreš racionalno rešiti, zato ker je racionalni tak, ki te je spravil v to stranje, veš. Oziroma z drugimi besedami, če bi racionalni znal to delati, zakaj bi te sploh spravil v stanje, kjer si ti zdaj v bedo? Ne bi te. Ja, ni racionalno. Preseš, ne. In točno vse to se dela s temi urodji, kot sem jih prej naštel, ne. Ja, mislim, dansko to je moje razmišljanje, pač imamo 2 polovici možganov oziroma uma.
ne levo in desno, tako kot je v medicini, ampak je ena ona, ko se delaš instinktivno in ok, gremo pač danes tu jesti, ker se mi tako zdi, nekaj mi je reklo, da grem sem in pol se izkaže, da je pač noter ne vem kdo, neki kolega, zdravo, ne. Pomoč pa one racionalne, ne gremo sem, ker sem zadnji čul, da bla bla bla, ali pa tu je dražje, tam je bolj poceni. Ta polovica ni slabša, ne, racionalna polovica ni slabša, ampak moraš obe nekako znati uporabljati, pa pol nekje vmes priti, ne. Pač veš, izpoznam tudi ljudi, ko zelo na tej strani živijo, zelo na impulzivni, ne, in pač ok, ne, je res, da vsaj meni... Ali bi ti rekel impulzivno temu, ali bi rekel intuitivno? Intuitivno je boljša beseda, ja. Impulzivno je samo reakcija meni deluje impulzivno, ko se on odloči, ne, pa tudi časih se jaz, ampak so zelo tako, zelo so veseli, ne, vsaj delujejo nas ven, da so veseli in ok, sem pač dansko pa, ker tega ne uporablja, pa tudi dansko pol nič ni, veš, ni nekega napredka, ne. Ne vem, mislim pač, se vem, da je to nekako stereotipno, da moraš vedno boljši avto, vedno večje stanovanje, vedno moraš si narediti čim boljše gnezdo, ne. Sam meni je pomembno, da menjam, naprimer, ta avto, ki je star 18 let in ni več varen, ne, ker jaz ga dejansko ne uporabljam veliko tega, ga uporabljam večinoma za nastope in pa se palaš nekam, ne, in če zdaj kaj cerkne, bi rad imel malo bolj ziher avto, ne. Štekam. In tu pa vidim, da oni imajo nek deficit, ker pač vse je tako, se bom, pač veliko krat je, ne, sam, ne vem, jaz ne morem čisto tega sprejeti, da bi vse spustil pa šel tja. A veš kaj, sploh ni point tok, da, mislim, jaz tudi rad vozim v redu avto, čist ok, rad imam v redu stanovanje, to ni nič, s tem ni nič narobe. Kje nastane problem, je, ko ti začneš svojo identiteto vleči iz tega, da ti si človek, ki vozi dober avto. Ja. To si ti, a veš. Se strinjam. In tu pa nastane problem. Ti si, ne vem, stand-up komik znan, ti si youtuber, ti si vse, jaz sem se v zadnjih 2 letih sem se vseh teh identitet znebil. Jaz sem človek, ki pač slučajno dela stand-up, slučajno piše za TV, slučajno vozi tak avto, slučajno živi tam in vse te zadeve. In nič izmed tega, veš, na koncu nič izmed tega ne šteje dejansko, ker šteje samo tisto, kar imaš not v sebi in ti si noter že vedno, si vedno že tam, kjer moraš biti, ampak ti tega ne veš. Ja. Ja, jaz se to, kar hočem povedati, da obe te stvari sem se zdaj začel zavedati, da ta obstaja, ko je neracionalna, pa če si nekaj narediš, pa se izkaže, da je prav, sploh na dolgi rok, ne? Ja. Ampak nekako sem začel plesati tu med obema, ne? Da ko preveč racionalno študiram, da se opazim, ne? Pa sem da, ok, preveč rinem tja v to smer, ne? Se še racionalno lahko zajebeš, ne? Ja, vola. Si že kdaj naredil nekaj, ko si tako ful preračunal vse in pol si videl, da niti to ni tisto, kar si hotel. Da je bila še poleg ena dimenzija, ki jo nisi videl in nisi upošteval, ne, nisi izračunal prav. Ja, to se ponovadi zgodi, ko si preveč tam noter v krču in gledaš samo tisto stvar, ker je hočeš ful točno in pedantno narediti, ne vidiš the bigger picture in tu nekaj ti ful maha, ampak tega ne vidiš. Yep. Ja, in včasih je tok razširiti moraš to sliko, da je leta in leta ne vidiš, zakaj je bilo nekaj dobro. Recimo moja zgodba, jaz sem pri 9 letih sem izgubil mamo, ne? In mene je to ful zaznamovalo skozi celo otroštvo naprej, skozi en del odraslosti tudi, dokler nisem videl lih na enem tripu na Gobicah, da sem zdaj pa jaz pustil to, da sem nosil za sabo dolgo neko prtljago, neko bolečino vezano na to in da zdaj ne rabim več tega. In da sem videl, da sem zaradi te izkušnje bil dan v situacije, ko sem se mogel znajti tako ali pa drugače in sem postal oseba, ki sem danes, da sem lahko recimo se odločil pri 27, da pustim redno službo, da grem neko svojo lastno pot, čeprav racionalno to definitivno ni bilo, ker ni bilo še niti, jaz se niti na dober mesec nisem videl finančno skozi sam stand-upom takrat, ampak
sem najdel pot, veš. In vse je nekako, vidiš, da je vse povezano in jaz ne bi nič spreminjal. Kakorkoli se čudno sliši, ne bi zamenjal niti svojega težkega otroštva za karkoli drugega. Ker vem, da ne bi bil oseba, ki se zdaj tu tetoira in se pogovarja s tamo. Ja, dejansko. Imam podobno. Jaz sem tudi pri 26 sem se odločil, da jaz sem imel vedno nekaj grajeno iz otroštva, da jaz sem nekaj posebnega in meni lahko vse rata, če se jaz... Ne. In pol sem do meni mi rekel, da moraš delati nekaj na tem. Ne. Veš, pa sem bil polno tak... Ta malenkost, ne? Ja, jaz sem na faksu, vse delam vse prav. Ok, zelo ni šihtov, to bilo tam po 2008 do 2012, je bilo, ker ni bilo šihtov takno. Ali pa sem saj jaz v takem okolju živel, ko so vsi to govorili. Ne. Vedno se to govori drugače. Ja, to se vedno govori. Ampak mislim, med recesijo pa itak je to dejansko realnost. Pa če do meni ni študiral lani januarja, ko je bilo obdobje debelih krav, da je zdaj obdobje debelih krav, ker je bilo. Tega doben ni študiral, niti eno leto zatem doben ni študiral. Ne. Doben je rekel, zdaj pa imamo denar na firmi, prijete po povišice. To je veš, jaz pravim temu paradoks kapitalizma, da ni denarja v kapitalizmu. Kak, če ga skozi printamo, ne. Ampak dobro, pustimo. Ne. Jaz sem tudi, v enem momentu sem tako ugotovil, ok, pa sem prišel v kelnarijo, pa sem v kelnariji delal, imel ful probleme s prilagajanjem na vse, ker pač, tako sem rekel, ful si slabo zapomnim številke, pa take stvari in konstantno bo nekaj narobe, konstantno je bilo, nekaj ni štimalo, nekaj je bilo preveč, tam kuhar je dobil je naredil dvojne testenine namesto ene, ker sem pač nekaj zajebal, ne. Za sebe si naročil, da sploh veš. Ja, ko bi le. Ampak jaz sem imel ful probleme s tem, ampak vedno sem smislil, jaz se nekaj bo. Pa smo imeli band, pa nisem bil tako zagret ali pa tako fokusiran noter v njega, kot sem bil pol v stand-up. Ko sem pa stand-up enkrat ugotovil, da je to meni good delati, pa da sem zdaj bil pripravljen iti stran od službe, iti na pripravništvo na radio, našparal sem nekaj keša, ker nismo bili plačeni na začetka, in iti v stand-up, pa sem bil tak, ok, zdaj ne vem, kaj bo, ampak vse tisto, kaj bilo za mano, je bilo tak grozno, tak grdo, tak črno, tak slabo vplivalo na mene, da sem bil tak, vseeno je, pač lahko bom zdaj fuknil eno leto stran, bom pol spet kelner, lahko da bo to, lahko da ne bom, lahko da mi ne bo ratalo na radio, da nikjer, ampak vseeno je bilo tako, moram probati. In to je bilo zelo neracionalno. Ne. Najbolj racionalno je bilo to, da sem si našparal nekaj cash, pa ga čez 2 meseca vsega zapravil, ker mi je avto crknil, smo ga popravili, fuck you, ne, zdaj pa moram... Vsi smo že bili tam. Ja, zdaj pa moram dobiti šiht pizna, ne. Sem pol še poleg še vedno nekaj delo. Ne. Ampak ja, treba je let go. Ampak meni je, še vedno imam ta strah, da zakaj pa ne bi uporabljal malo racionalnih možganov? To pa tam je pa pametno, ne. Ker pač ne morem... Seveda. Veš kaj, racionalni možgani, idealno je, da jih gledaš, kot da so orodje. Ja, pa tudi ono drugo mi je orodje, ne. Ko ne vem, kaj me naredil, se instinktivno odločim. Probi biti večino časa tam. Mislim, naredi, kar hočeš. Jaz ti povem, kam jaz silim. Ne. Jaz sem zdaj večino časa se intuitivno odločam za stvari in stvari se mi pojavljajo v life takrat, ko hočem in takrat, ko jih rabim in zaupam temu. In dejansko nimam razloga, zakaj ne bi, zato ker v zadnjem letu je bilo to vedno, čisto vedno. In enostavno, to je skoraj tako, ko da si na enem roller coasteru, na nekem vlakcu smrti. Zdaj lahko ti cel čas razmišljaš, da to ne bi smelo biti tako, da ne bi smel levo, desno, ampak prišel boš točno po isti poti do tja. Ali uživaš vmes ali pa kričiš. Ja, to sem zelo stresen ful odmaknil, ko sem se enkrat govoril, tako je vseeno, vseeno je, če me zdaj na šihtu jebe v glavo, ker bom šel domov. Pa enkrat bo tega konec, ne? Enkrat bom tudi umrl, pa bo čisto vseeno, ali se zaderem na vse ljudi okoli sebe, ali pa pač se mi malo jebe, ampak še vedno grem v svoji poti, tja komunit. Ampak mislim, meni je tako, dosti tega Alana Wattsa poslušam, ko je bil filozof, tudi o psihadeliki je govoril, in on ima ful tega let go. Tega sem ful poslušal, ampak vedno mi je bilo tako, dejansko mi racionalni možgani, ko začnem intuitivno razmišljati, ne, mi racionalni možgani govorijo mi, kaj dovolj
intuitivno razmišljam. Si že bil to? Ja, seveda. Kaj, če bi še bolj prav prišlo v tisto moje življenje in tisto, kaj še nimam, bi že prej prišlo. Tu sem neki, pa pač, tako sem rekel, nisem še, ne vem, če je glih, da je let go of everything, da je prava pot. Mislim, sem hotel nadaljevati, da pa obstajajo priložnosti, ko pa dejansko moraš racionalno uporabljati. Ampak to glej bolj kot, ne vem, šraufen-cigar. Šraufen-cigar rabiš, ko imaš kaj za šraufati, pa ga daš pa nazaj v predal, pa ga pospraviš. Točno jaz tudi tako vem. Mi imamo pa problem, da naš šraufen-cigar tu, on bi pa skozi šraufal vse, tudi tisto, kar ni za šraufati. In ne boš nič naredil. Mogoče boš več škode naredil šrauf-cigro, ko pa karkoli, ko pa koristi. In naši možgani bi skozi probali racionalizirati neke stvari in dejstvo je, da na ful veliko večino stvari ti nimaš vpliva. Eno dobro pravilo, tako čez palc je, če te karkoli muči, vprašaš se, čigav biznis je to. Zdaj, a je biznis od nekoga drugega, če je to, pol tu zaključi, ker nimaš vpliva na to. Če je biznis od, rečemo temu, vesolja, se pravi, kot da se pizdiš čez vreme ali karkoli takega, potem tudi zaključi, ker ne moreš nič spremeniti. Če pa ugotoviš, da je tvoj biznis, imaš pa spet dve opciji. Ali sprejmeš tako, kot je in se ne pizdi več, ali pa druga opcija spremeni, ker to pa lahko spremeniš. To je vse, kar imaš. Vreme je najbolj šimfana stvar na svetu, po moji Bro Science University diplomi. Nikoli ne vreje. Še teko vreje ni. Prevroče je prehladno. Ali pa če je sneg, pa smo komaj čakali, da je sneg, pa jaz sem čez 2 dni ga ne bo več. Pač vedno je narobe, bilo kak gledaš. Nikoli ni, nas je pa 22 stopinj, to pa meni ful paše. To ful redko čuješ. Redko kdaj. Veš, ki to čuješ velikrat na fuzbalu, ker tam so pa dan so pa res dobri pogoji, ker ni prevroče, ni tam, mislim, športniki to najbolj občutijo in vejo, da je tisto obdobje, ko je res najbolj lahko špilati v teh vremenskih pogojih. Drugače pa jaz, da bi šel mimo koga v gostilni, pa da bi rekel, kako je pa danes glih prava temperatura. Ne čuješ nikoli. Ja, ljudje se radi pritožujemo. Sproščamo s tem. Ja, malo je frustracija. Si kdaj bil na bilo kakšni psihoterapiji ali pa bilo kakšnem takem? Bil sem v paru. S Tjašo sva šla 3-krat verjetno. Več kot leto nazaj. Ona je imela depresijo in jaz sem ji stal ob strani tudi na tak način, da sem tu pa tam šel z njo in smo skupaj reševali stvari. Ampak težko rečem, če je, mislim, itak ni bilo zame zares. Vem, da Tjaši je ful pomagalo, sicer individualno, to, kar sva mi došla, je pa, ne vem, mogoče je bil en košček v mozaiko, ampak ne vem, če je ful velik. Ja, ampak mislim, imaš to pogled v to, kako to deluje, kak načrt ima psihoterapija bila, ne? Ja. Kak načrt ima ona, da ti pokaže, kaj je narobe, pa kak načrt ima nekaj naravnega, kot je ayahuasca ali pa pač gobe. Lahko primerjaš, kakšne primerjave potegneš? Ja, definitivno. To ni moja zadeva, kar bom zdaj rekel, ampak ne vem, kdo je to izjavil, ampak se popolnoma strinjam. Recimo ayahuasca, to je ko 10 let terapije v enem sessionu. Ti si sam sebi terapeut, vedno. Ko se ti pogovarjaš s psihoterapeutom, on te bolj ali manj vodi do tega, da ti moraš narediti ta preskok. Vse. Ti sam sebi govoriš, on te sam mogoče usmerja. Večinoma ti govoriš, on te sam sprašuje, malo usmerja in te zadeve. In z ayahuasco in gobam in drugimi psihedeliki je podobno. Pač one ti pokažejo, malo te ven iz tega klasičnega programa, ki ga furaš skozi, potegnejo in ti kar naenkrat vidiš, da je vse okrog tebe je ljubezen, da imaš ti fulene strahove, ki jih lahko spustiš in enostavno lahko se sprostiš, lahko zaživiš na polno. Vse te zadeve, vse tako sem jaz to dojel, ampak je pa res, da jaz nisem nikoli
mislil, da sem ful zatraumiran ali karkoli, čeprav sem verjetno bil. Ampak zdaj imam pa občutek, da sem res tako, ko eno tako prazno skladišče, veš, redi karkoli pač more priti vedno in ne sodim stvari, ki se mi pojavijo. Ful se trudim, da ne ljudi sodim, ker vsak fura to, kar pač misli, da je prava. Ne? Zdaj, če to pomeni, da je ful nezaveden, pač to pomeni. Ne? Mogoče more iti proti dnu in pas toliko nizko, da se bo pobral. To sem že videl večkrat pri Tjaši nazadnje. Ne? Ona je imela na papirju vse štimalo in potem se je začelo. Služba je začela dušiti ful. Mislila je, da je z nama nekaj narobe, da enih feelingov ne bi smela čutiti itd. In je šla sam nižje in nižje in globlje, dokler ni prišla do točke, ko je rekla, ok, daj ti meni tvoj MDMA, ko ga to hvališ. In ga je vzela in je naenkrat videla, koliko se ona preveč sekera okrog enih stvari. A veš, ona ni več verjela, da je ta neka lepa stran življenja še vedno tam, ker je pač ni videla, ker je imela toliko te krame noter. In ko je ona to enkrat videla s pomočjo MDMA-ja, se je odbila od dna in od tam gre sam navzgor. In sva na eni taki poti samospoznavanja, meditacije, tudi psihedelikov, ki je najo pripeljala do tega, da sva lahko v bistvu najbolj svobodna, kakor so bila kdarkoli. In enostavno, in tudi ljubezen in medosebne odnose ful drugače dojemaš. Ne? Ljubezen ni nekaj, kar ti moraš zagrabiti in držati, da ti ja ne bo ušla. To je najboljši način, kako ti ljubezen uide, ker to ni nekaj sebičnega, to je nekaj višjega nad nami, ampak je pa, prej si omenil, kako ne razumemo v slovenščini te ljubezni. Sej marsikje drugje ne razumejo tega, zato ker večina ljudi spozna ljubezen na ta način, da se v nekoga zaljubiš in pol ti vidiš ljubezen skozi eno osebo, ki je v bistvu sam portal v neko stanje, ki je tam in je tebi na voljo tudi brez neke osebe. Vse okrog nas je ljubezen in mi smo lahko sami sebi portal in pridemo tja not in ko si ti enkrat tam noter, vidiš, da je to, tega je dovolj, tega ne zmanjka in lahko to, nimaš več potrebe, da karkoli držiš. V bistvu je lih obratno. Ljubezen začneš enačiti s tem, da razpreš roke, da si svoboden, da pustiš svobodo. Zato smo tudi odprli zvezo, recimo. Ne? In zdaj je zanimivo, ko spoznava druge partnerje, pa to ima ona mogoče fanta ali pa dva, imam jaz par punc in sva ugotovila, da sva vesela drug za drugega, preden gre ona na zmenek ali pa jaz na zmenek. In ko prideva nazaj, sva vesela, da sva skup in vesela sva, da jaz sem vesel, da je lahko en drug moški dobil neki od osebe, ki jo imam najrajš in vem, da smo vsi na boljšem. In tako začneš razmišljati, da družba te da v nek tak kalup, kjer misliš, da moraš biti, ampak večino teh stvari lahko spustiš, pa še vseeno funkcioniraš zelo dobro, v bistvu boljše, kot si kdarkoli funkcioniral. To si že tako dobro povedal, da ne vem, kaj naprej rečem, tako da zdaj tu je konc tega dela. Fuck, jaz to moram videti.